Bolniki z multiplo sklerozo večkrat iščemo rešitve na določene težave, ki nas pestijo kljub terapiji, katere prijemamo. Nekako se sprašujemo, kaj je to CBD. Danes imamo možnost postaviti vprašanje naše gosti, gospe Tatjane, kaj v resnici je CBD. En lep dober dan želim. Moje ime je Tanja Dagarin. Jaz sem stara 49 let, doma v Mariboru, sicer z ljubljanskim naglasom. In bi vam danes kot strokovna svetovalka za kanabinoid CBD želela majčkeno bolj podrobno to zadevo tudi predstaviti. Kaj je kanabinoid CBD? Kanabinoidi so drugače skupina spojin, za katere je značilno, da se lahko vežejo na kanabinoidne receptorje v našem telesu. Kanabinoidi pri konoplji nastajajo v trihomih, to so tako imenovane smolne žleze, ki se nahajajo največ na ženskih socvetjih. Nahajajo se tudi na moških in tudi po listih same rastline. Značilnost kanabinoidov je, da so lipidi. To pomeni, da so vsi topni v maščobah, da so to lipofilne molekule, zato boste tudi izdelke pod recimo CBD kapljice vedno našli topljene v hladno stiskanih oljih. Se pravi, to je najbolj sinergijsko je konopljino hladno stiskano olje, drugače se veliko uporablja tudi kokosovo hladno stiskano olje, lahko je olivno, sončnično, samo da gre za maščobo. Kanabinoide drugače sicer razdelimo na 3 skupine, in sicer so to endokanabinoidi, ti se tvorijo v telesih vretenčarjev, potem so to fitokanabinoidi, to so kanabinoidi recimo rastline konoplje, tako imenovani rastlinski kanabinoidi, in pa posebno vrsto zavzemajo sintetični kanabinoidi, ti se pridobijo po kemičnih reakcijah in nimajo tako močnega učinka, kot so naravni fitokanabinoidi, ki jih jaz tudi absolutno v tem delu zagovarjam. Tako da te 3 skupine kanabinoidov poznamo, je pa do zdaj ugotovljenih in najdenih že preko 140 konopljinih kanabinoidov. Kako pa deluje CBD v našem telesu? CBD kanabinoid deluje na način, in sicer vsaka funkcija, vsak proces v našem telesu zahteva določeno ravnovesje dejavnikov. In ko je to ravnovesje dejavnikov resnično popolno, lahko govorimo o neki notranji homeostazi oziroma ravnovesju. To je notranja stabilnost organizma, ki se kaže pravzaprav na vsakem koraku, recimo, da obdržimo telesno temperaturo, da se v vročem vremenu potimo, da ko je mrzlo nas zazebe, se vemo obleči pri prehranjevanju, spanju. In kadar je telo v notranjem ravnovesju, je v ravnovesju tudi naš sistem. Vkolikor pride do bolezenskih stanj, poškodb, psihičnih težav, se to ravnovesje seveda začne rušiti. In v tem primeru pride do vpliva sodelovanja kanabinoidov. Kanabinoid CBD je kot prvo nepsihoaktiven kanabinoid, kar pomeni, da ne povzroča omame, in to možnost ima zato, ker se indirektno veže na receptor. Če vam to bolj enostavno povem, ne sproži direkten odziv telesa, vendar ureja svoje delovanje preko encimov kot inhibitor, katera molekula je zaželena, da se na sam receptor nadaljnje veže. Naš endokanabinoid se sestoji poleg kanabinoidov, kanabinoidnih receptorjev še iz encimov, ki skrbijo za pravilno nastajanje in razgradnjo kanabinoidov. Tako da v bistvu CBD kanabinoid deluje na uravnavanje ravnovesja organizma s pomočjo našega endokanabinoidnega sistema. Omenila bi še to, da imamo v telesu 2 glavna sklopa receptorjev, to sta tako imenovana CB1, to je centralni imunski sistem, osrednji živčni sistem, in pa CB2 periferno živčevje. Res je, da se kanabinoid CBD po večini veže na CB2 periferno živčevje, in sicer na površino imunskih celic, kjer po krvnem obtoku potuje po našem telesu in na ta način tudi lahko zbira vse vitalne informacije o stanju telesa. Res pa je, da deluje tudi na nekatere receptorje centralnega sistema, recimo, če omenim serotoninski, dopaminski, opioidni.
kar pa se kaže na vplivu na našo voljo, recimo razpoloženje, na odziv glede stresa, na spanje, na gibalne funkcije.